To je ta ptičja hišica, ki je bil predmet preiskave, kjer mi trdijo, da bi naj sprejel Ivana Henška darilo. Na tem mestu vam povem, edina resnica je ta, da žena na mene večkrat pritiskala, da ko smo na vikendu, da se čudni ljudje vozijo, da slikajo, da observirajo našo bajto. Pogovarjal sem se z njim. V prisluhu je zapisano, da sem se zmenil z njim za 1000 evrov za kamero, ki se suče in ki se obrača. Predmet preiskave je bil takšen, da smo mi pa vzeli iz te ptičje hišice kamero, ki ni bil predmet prisluha. Ne gre za identično kamero. Za tisto kamero, ki je bila v tej hišici, imam vso ustrezno dokumentacijo. Pa preverite gost okrog vazila, da je borovec, nizko grmičev in podobno, da javor sploh ne raste, gaver pa še manj. In on še ima podrg doma, ker lahko dokažem, tudi vam pokažem, ko sem čisto moje zemljišče v Zimici, da sem podrl za sebe in za njegov kamin javor in gaber. In če to gre, da daš svojemu prijatelju ali pa znancu drva za kamin, mislim, da je bilo cirka 2 metra. Kriminalisti bi lahko vzeli drve pri gospodu Henšku, mene vprašali, jaz bi jim pokazal štor, dali na biotehnično fakulteto, bi kar hitro gotovili, da so ta drva identična, pa da pripadajo moji lastnini. Da smo osumljeni storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Ker sem izvajal svoj položaj in svoj resnični vpliv, in posredoval, da so odgovorne draskale temne del pri postopku, da je Delčičem že reke zdrave, na mečo Maribora, javnemu podjetju Nigrad, dale opraviti dejanje. Pa lepo vas prosim. Jaz kot župan več v tem mestu ne smem skrbeti za javno podjetje, ki je v lasti občini. In tudi tukaj je zapisano laž in trditev policije. Ja, gospod Kangler, nekaj slutite, da zagotovo sta med ovadenimi na vašem spisku Marjan Fank in Janez Lovrec. Ostala imena, boste mogoče povedali, zoper koga vse ste podali ovadbo? Veste, jaz spoštujem predpise in zakone v tej državi, za razliko od tistih, ki javno nastopajo, preden policija z mano upravlja razgovor. Obrnite se na tožilstvo, v Ljubljano specializirano, tja sem poslal ovadbo, to je še na začetek. So to samo kriminalisti ali mogoče tudi kakaj druge uradne osebe? So samo iz policijskih uprav ali iz Ministrstva za notranje zadeve. Ne morem trditi, ne za tožilca, ne za preiskovalnega sodnika. Ko bom dobil vpogled v odredbo za zahtevi prisluhov, tiste navedbe, ki bi naj bile navedene, če je policija z lažmi prišla do odredbe za prisluh, potem bom se po posvetovanju z odvetnikom odločil, koliko in na kakšen način bom ukrepal naprej.